Ste se kdaj vprašali, kaj vse so morski odpadki oziroma odpadki odvrženi na obalo in odkot prihajajo? Razsežnost te problematike je vsako leto večja, več o njej pa danes z ustvarjalko na področju ponovne uporabe Metko Šori. Lepo pozdravljeni. Dobro jutro. Torej, razstava z naslovom Morski odpadki, katere del predmetov ste prinesli tudi tukaj v studio, je zelo poučna, ampak hkrati tudi zelo zastrašujoča. Koga pravzaprav zaveščate? Dejansko je ta razstava del evropskega projekta Marlisko, kateri ima cilj ozaveščanja dobesedno vseh. Vključuje vse evropske države, vsa regionalna morja in cilj je ta, da se zavedamo, kaj počnemo v naši obali, koliko jo onesnažujemo z našim vedenjem. In v Sloveniji smo pa to povezali še s pojmom ponovne uporabe. Zakaj? Ker je v bistvu edina pot, da odpadki sploh ne nastanejo. Popravili ste me, jaz sem omenila recikliranje, rekli ste ne, gre za napačen izraz, ker recikliranje je samo industrijsko. Tako je. Industrijski postopek, kateri zahteva skrbno ločevanje odpadkov, plastika s plastiko, steklo s steklo, papir s papirjem, kjer že naredimo veliko za okolje, saj potem lahko te surovine industrijsko obdelajo in nastanejo nove surovine za nove materijale. Medtem ko ponovna uporaba je pa, bom rekla tako, zelo preprost način, da se izognemo nastanku odpadkov. Zakaj? Poskrbimo, da ko naš odpadek, hočeš ali nočeš, nastane, ker smo pojedli jogurt, ker smo spili sok iz plastenke, ga lepo očistimo in pustimo prosto pot naši fantaziji, da se kaj iz tega še lahko ustvari. Vse te izdelke, ki ste jih danes prinesli, so pravzaprav ponovno uporabljeni, novi predmeti, s tem se tudi izognemo kupovanju, nadaljnji potrošnji. Rekli ste, da ste jih ustvarili skupaj s svojimi dekleti. Katere, recimo, bi izpostavili? Čudovite stvari imamo tukaj. Tako, v tej razstavi sem povezala različne ustvarjalce, kateri vsi delujemo na področju ponovne uporabe. Tele lahko pokažemo dela deklet iz ekipe, v katerim delujem, No Waste. Tele imamo, na primer, kavno embalažo, ki lahko postane taka priročna torbica ali prijeten etui za kartice. Spet tele naša lokalna kavica. Kavna embalaža, zlata, malce drugačna. Ta je zelo poznana, dajmo reči, Bar Cafe, ki postane ena denarnica. Tudi denarnička. Denarnička, za katero... Dva pasova iz starih... Dva pasova, tako, to je delo Petre Doljak. Pas narejen iz stare gume. Gume od kolesa ali pa zračnice. Trpežen, večen. In ne boste verjeli, kako pogosto se znajdejo prav te surovine, ti materijali na in pa v naši obali. Tako je, gume so ena izmed odpadkov, ki je viden tudi s prostim očesom, če nekako bolje poznaš, pa hodiš tam, kjer je morda malo manj obljudeno. Tako, res je. Potem zelo pogosto med odpadki na obali se znajde tudi papir. Preberemo časopis in ga kar zavržemo, čudovito. Lahko bi ga pa predelali v takle zanimiv nakit. Ali pa podstavek. Podstavek, tako je. Tako, za vroč lonec na mizi. Ja, ne nazadnje v prijetno vrečkico darilno, ta narejena prav iz naših primorskih novic. In to naj omenim, da počnejo varovanci društva Šentmar tukaj iz Kopra. Tudi vidimo stekleno flašo, ste tukaj predelali. Tako, tudi to je žal zelo pogosto morski odpadek in je posebej nevaren, ker čim se steklo razbije in potem hodimo po obali, koliko izmed nas se je kdaj že neprijetno porezalo in to zna potem pripeljati do okužb in skratka nevšečnosti. Tukaj je Polona Kovačič iz Ljubljane, Pol Art pa tole flašo pridelala v eno zanimivo stensko urico.
Čudovito, torej, kaj bi rekli, kakšna je pravzaprav naša odgovornost pri odnosu do odpadkov? Naša odgovornost pri odnosu do odpadkov je preprosto ta, da skrbimo, da ne nastanejo oziroma da ne ostajajo tam, kamor ne sodijo. Zdaj, lahko, če govorimo o morskih odpadkih, se pravi, če govorimo o plaži, ko se nahajamo na plaži, vzamemo nekaj s seboj, da pomalcamo, pokosilamo in nastanejo, hočeš ali nočeš, neki odpadki. Najmanj, kar lahko naredimo, je to, da stvari damo v vrečko in gremo do prve kante za smeti. S tem smo naredili veliko za obalo, za čistočo morja. Nismo naredili veliko za čistočo zemlje, ker bodo ti odpadki še vedno le odpadki, saj z mešanimi odpadki ne moremo ničesar več pridelati in predelati. Lahko pridemo do naslednje ekološke postaje in te odpadke skrbno razvrstimo. Tako in ločimo in tako pomagamo, bom rekla, podpiramo proces industrijske reciklaže. Lahko smo pa še bolj skrbni in inovativni in te odpadke odnesemo s seboj domov, jih operemo, splaknemo in iz njih nekaj naredimo. Tukaj sem prinesla tudi veliko izdelkov iz plastike. Plastika je tista, lahko rečemo, najpogostejši. Najpogostejši, žal, in tudi eden izmed najnevarnejših morskih odpadkov. Nerazgradljiv, popolnoma. Popolnoma, kar se dogaja s plastiko na morski obali in v morju je to, da se z sončno svetlobo počasi razgraja na manjše in manjše koščke in ti koščki so zelo podobni planktonu. Vemo pa, koliko morskih bitij se s tem prehranjuje in to normalno zaužije in veliko teh morskih bitij potem konča na naših krožnikih, tako da je smiselno se krepko zamisliti, vsakič, ko pozabimo eno plastenko na obali. Zanimiv podatek s tem naj tudi zaključivo, torej pazljivo, ker na koncu pravite, da nam narava vrne v 10-kratni količini. Res je. V slabem. Najlepša hvala, Metka, srečno pri vašem delovanju. Hvala lepa.